čudovito ponedeljkovo jutro vsem skupaj. Moje ime je Alja Podgornik in tukaj sem z dr. Nejo Zupan. Midva sva tukaj z najino serijo ponedeljkovih liveov, v katerih odgovarjava na vaše vprašanja v povezavi z zdravjem, naravnim zdravljenjem, različnimi simptomi, karkoli se vam dogaja v življenju, ko imate občutek, da ni čisto, kakor bi lahko bilo. Midva z vami deliva najine izkušnje, nasvete, ki se zdaj skupno nabrani že tako prek 40 let izkušenj. In z vami deliva stvari, da jih lahko pol uporabite na vsakodnevnem nivoju, da si lahko sami pomagate brez nekih farmacevtskih intervencij, brez nekih invazivnih postopkov, ampak da na naraven način vzpostavljamo ravnovesje v vašem telesu. Tako da danes bom midva lotila ene zelo relevantne teme, in sicer to je tema menopavze. In jaz želim tle takoj povedati, da to ni tema, ki je relevantna samo za tiste, ki ste v menopavzi, ampak je relevantna predvsem za oboje, moške in za ženske. Moške, da boste razumeli, kako ženske lahko podpirate, ženske pa da razumete, da menopavza je odraz tega, kar ste počele do takrat. Tako da začeti se pripravljati, ne pripravljati na menopavzo, ampak začeti vzpostavljati navade, začeti vzpostavljati stvari, ki bojo pri menopavzi pomagale, je pomembno. Prej, ko začnete, boljš bo. Ker ena, ki jaz sledim, ki o tem veliko govori, doktorica Claudia Welch pravi, da začeti delati na menopavzi takrat, ko jo imate, je tako, kot da začnete kopati vodnjak takrat, ko ste žejni. Dobro je začeti malo prej. Tako da ta tema je zelo relevantna za vse, ki naj poslušate. In jaz mislim, da se boste ogromno zanimivih stvari naučili. Tako da, Neja, jaz bi te povabila, če lahko kar začneš ti. Ja, hvala. Dobro jutro vsem skupaj, oziroma dober dan vsem tistem, ki jo poslušate večkrat kasneje. Ja, ta tema o menopavzi je zelo relevantna. Poleg tega, kar je rekla Alja, da se je na menopavzo treba pripravljati. Najbolj zaskrbljujoče je pa to, da je ogromno mladih žensk že zelo zgodaj v menopavzi. Kaj se zadaj dogaja? In ko si omenila Claudio Welch, z njo sem jaz bila v ajurvedskem centru v Indiji. Ona je ajurvedska zdravnica in v glavnem dela tudi na področju zdravljenja žensk. No, in jaz sem danes majčkeno pripravila prav o tem razumevanju z ajurvedskega vidika. Zdaj, kaj je menopavza? Menopavza je prenehanje delovanja jajčnikov. Ne sprožajo se več jajčeca, se pravi, ženska iz rodne dobe preide v nerodno dobo. Nerodno dobo ne v tem smislu, da bo otroke imela, mislim v smislu, da otrok ne bo več imela, ampak maternica je izraz kreativnosti, kreacije. In zato bi mogla ženska, sploh ko prehaja, se pravi, iz rodne dobe, iz tega, da ustvarja otroke, preideti v ustvarjanje nečesa drugega kot recimo doprinosa k temu, kaj ona v svojem srcu želi, in na ta način bo največ doprinesla tudi k razvoju, k spremembam na celotnem svetu. Se pravi, če mi zatiramo maternico, če jo stimuliramo s farmacevtskimi produkti, zatiramo istočasno tudi kreativno energijo. Zato se zdaj pojavljajo tako veliko skupin, je te ženski krogi, ki se zdravljenje maternice, in zdravljenje maternice je spodbujanje energije
kreativnosti, ustvarjalnosti, iskanja novih rešitev, novih možnosti, rojevanje novega. In to je poglavitna stvar, ki žensko potem, ko pride v ta drugi del, ali pa tretji del, kot otrok, pa potem recimo ta del, ko je rodna doba, potem v dobo, kjer ni rodna za otroke, ampak naredi rodne druge stvari okrog sebe. In s tem pride do samouresničitve. Zakaj je toliko veliko problemov prav pri tej menopavzi? Potem težave s spanjem, pa tudi akne se spet začnejo pojavljati, ali pa ogromen te želje po eni hrani, seveda potem nastop. Se kar ženske mi pravijo, jaz nič ne pojem, pa se kar redim. Dojke lahko uplahnejo, lahko so boleče, lahko se nastopijo strahovi, nespečnost, depresija, problemi s presnovo, suha nožnica, ta je zelo značilna, težave z razmišljanjem. Glejte, to so vsi tako simptomi te menopavze. Pa če zdaj če naj jo poslušate tudi mladi, jaz upam, da poslušate tudi mladi, je tudi v tej mlajši skupini se pojavljajo točno te stvari, kar pomeni, da hormoni so v neharmoniji. No, in je zato nujno potreben, da se to uredi, je začeti treba svoje življenje v harmonijo spravljati. Tako kot je Alja od začetka rekla, da se je treba na menopavzo pripravljati že celo življenje. Ja, če si jedla slabo hrano celo življenje, ja, potem je zelo verjetno, da bodo noter ob prehodu težave. Jaz imam izkušnje, recimo iz moje ordinacije, da ženske, ki imajo zelo veliko patogenih mikroorganizmov v sebi, da imajo tudi zelo velikokrat, pa bom rekla, kar v velikem deležu, tako 95%, ima potem tudi težave s menopavzo, se pravi, s prehodom iz rodne dobe v ustvarjalno dobo, bom jaz to tako imenovala, ustvarjalno, kjer se prebuja ena druga vrsta ustvarjalnosti. Zdajle rada bi pokazala eno slikco, pa jo bom jaz samo, da jo odprem, takole, evo, jo imam že odprto, jo bom kar pošerala, tale slikca izjemno pomembna. Iz Ajurvede izhaja tale slikca. Govorila sem o patogenih mikroorganizmih. Seveda, če so patogeni mikroorganizmi prisotni v telesu v prekomerni količini, potem plazma, ta limfa ne bo dobila ta dobre hrane, iz limfe gre hrana v kri in kri ne bo zdrava, iz krvi gre v mišice in mišice potem začnejo plahneti, iz mišic gre potem hrana v maščobno tkivo in te hrane je že zelo malo, zato se maščobno tkivo začne fajn kopičiti, zato ker hoče vsaj malo energije dobiti. No, in značilno je recimo za menopavzo tudi osteoporoza in seveda za naslednjo tkivo, ki dobi hrano, so kosti in te vezivna tkiva in seveda do tja že zelo malo pride in telo začne
koristiti vse, kar je skladišču v kosteh, in potem v živčnem sistemu praktično nič več ni, in smo živčni, in naš živčen sistem sploh ne dela več dobro, no, in v reproduktivne organe sploh ni več energije. Za ta prehod bi pa moglo biti ogromno energije za to, da ženske naredimo ta prehod. Tako da seveda v ajurvedi obstaja ogromno enih pristopov k menopavzi, ampak ta glavna je to, da urediš svoje življenje. To je čisto na enem takemu bazičnemu nivoju. Midve z Aljo sva se še preden sva začele, sva ugotovile, da tale tema o menopavzi bo majčkeno daljša tema, se pravi, bova vsaj še en del naredili, tako da naj jo poslušajte, ker zdajle ta del bom samo malo osvetlila stvari, malo z drugega vidika, ne samo iz našega zahodnaškega načina razmišljanja, ki velikokrat uporablja samo farmacevtske produkte. Naslednjič, oziroma mogoče še enkrat, imava še čustveni del, potem je pa še energijski del. Jaz vodim program Postani mojster zdravja, kjer se učimo prav vse, kako se podpreti na energijskem nivoju, tudi katero hrano jesti. Tako da, če hočeš o tem več vedeti, te pa že zdaj vabim, da se pridružiš programu Postani mojster zdravja. Zdajle kmalu bomo mi začeli. Pa imam, skratka, no, zdajle kmalu bomo začeli, no. Da se jaz vrnem nazaj, se pravi, danes je v glavnem to, da začneš razmišljati. To, kar midve govoriva že, zdaj že bo kmalu en let, kar se mi srečujemo tlele, način življenja, kdaj greš spat, kaj ješ, kako ješ, ali se gibaš, kakšne imaš misli, kako hodiš kakat, kako hodiš lulat, kdaj zjutraj vstajaš. Lahko greš tudi ti ob 10 spat, ker ob 10 ne bi šel spat, ampak če ti zjutraj poležavaš v postelj do 8, 9, 10, to si narediš energijo čisto stoječo. In potem, ker energija stoji, prej, ko sem pokazala vse te tkiva, kako se hranijo, ja, ta tkiva pač hrane ne dobivajo, pa so že lačna. In pa vstaneš, si pa ves v stresu, kaj moraš danes vse narediti, no, in to so stvari, ki doprinesejo k temu, da potem, ko prehodu v drugo življenjsko obdobje, oziroma v tretje, ustvarjalno življenjsko obdobje, ni pač energije. Tudi recimo, se pravi, zdaj sem rekla, zdravje v prebavnem sistemu, zdravje v jetrih. Jetra so tiste, kjer se noter proizvaja estrogen, oziroma je prekurzor za estrogen je tam noter. Ampak, če so jetra, takrat v tej dobi, okrog 50, večina žensk, ki pride k meni, ali holesterol, zamaščena jetra, ali se žile mašijo, ali krčne žile, pa to je treba nekaj narediti. In mora ta proizvodnja estrogena prevzame majčkeno več, sicer tudi že prej proizvaja nadledvična žleza. Ampak če v nadledvični žlezi, če si skozi pod stresom, pa skozi v enih negativnih čustvih, pozabiti, da se bo karkoli dogajalo. In potem so, tako kot sem prej naštela, ogromno enih simptomov. Torej, priprava je seveda ta bolj skladen način življenja z naravo, potem pa zmanjšanje stresa, urediti prebavni sistem
In to je tisto, ki pa, če bi kdo želel z nama, z Aljo delati individualno na tem področju, pa seveda dobrodošel, kontaktiraš Aljo ali kontaktiraš mene in naredimo najprej sken, kaj se noter dogaja. Jaz pripravim potem načrt, kaj jesti, kaj ne jesti, kaj se izogibati, katere vaje delati, in potem z Aljo delata skupaj, zato da dejansko prideš v ritem z naravo in ne da deluješ neharmonično. Tako da ogromen enih priložnosti, da se pripraviš, in seveda, to ni samo za ženske, ki se boste zdaj ali pa ste že vstopile v menopavzo, ali pa boste vstopile v menopavzo. Ne, midve sva govorila, ne vem, koliko, mogoče 3-4 tedne nazaj, o pripravi na nosečnost. To vse je pomemben tudi zate, če hočeš biti noseča, če hočeš imeti, če hočeš biti noseča, če hočeš imeti zdravega otroka. To je tista stvar, če hočeš imeti zdravega otroka, ker zdaj večinoma se poslužujejo ženske tega, mogoče kakšne priprave na nosečnost ali pa na porod, če ne morajo zanositi, ampak to je za vse, zato ker živimo v okolju, ki je ekstremno opustošeno in mi smo pod ekstremnimi stresi. Tako da vabljena, da se nama pridružiš. Zdaj bom pa predala besedo Alji, pa bom mogoče še pol kaj povedala. Jaz bi tukaj v bistvu samo osvetlila za vas, da res razumete vpliv, kako naj se reče, ples, ki obstaja v našem telesu in pri ženskah, predvsem med našimi hormoni za seks, če tako rečemo, pa hormoni za stres. Zato, ker želim, da razumete, da če rečemo klasičen hormon, ki se gleda za te hormone seksa, je estrogen. To so hormoni, ki nam pomagajo, da so povezani recimo v tradicionalni kitajski medicini z yin energijo. Ki nam pomagajo ženske, da imamo kožo v redu, da nam delajo spolni organi v redu, da lahko zanosimo, da vse te stvari, ki pridemo v menopavzo, so te simptomi, ki se začnejo pojavljati, ki so zaradi pomanjkanja tega estrogena. Na drugi strani imamo mi kortizol, ki je hormon stresa, deluje skupaj z adrenalinom, ampak gremo govoriti o kortizolu, zato ker ima daljšo časovnico, ki se pojavi v telesu. Estrogen in kortizol prideta iz istega precursorja, kakor se temu reče. Progesteron je pred tema obema. Se pravi, odvisno od stanja, v katerem vi ste, se bo pretvoril ali v estrogen, da boste dobili vse tiste čudovite učinke, ki so asociirani s tem, da imate dovolj estrogena v telesu, ali pa kortizol, ki je pač hormon stresa, če temu tako rečemo. Ko pridemo, narava je zelo pametna, dajmo temu tako reči. In ženske do menopavze imajo, če so stvari v redu, velike zaloge teh hormonov, imajo dovolj zalog, da se vse te stvari tvorijo. Zato, ker ženske morajo imeti dovolj vseh teh hormonov, ker to je balans, to je razmerje med temi hormoni, da stalno en drugega v bistvu kontrolirajo. In če bi moglo biti vse v redu, morajo imeti ženske dovolj, če tega rečemo temu juice, tega soka, ki pride s temi hormoni seksa, zato da lahko imajo otroke, pa jih gor spravijo, pa delajo zraven, pa poskrbijo za stanovanje, za hišo, za vse te zadeve. Ampak, ko ženska pride v menopavzo, je teh stvari konc, da takrat je naredila te stvari in ne rabi več toliko teh, če rečemo, seks hormonov. In zaradi tega se v menopavzi ženske proizvaja nekih 40-60% estrogena, kakor so ga prej. Zdaj, prva stvar, ki je treba razumeti, je to, da s tem ni nič narobe. Zdaj je bilo ogromno zgodovinsko kampanj, sploh za sintetičen estrogen, za Premarin, ki so ženskam pravile, da je to v bistvu tako kot inzulin za diabeteka. Da ženska v menopavzi mora začeti jemati sintetičen estrogen. Kar vemo, da je temu sledilo, je to, da so
številke rak na prsi šle v nebo. In so bile študije narejene pa v začetku 2000 let, ki so jasno pokazale, da je velik risk za to in so pa te stvari zmanjšale. Ampak to, če pogledate način razmišljanja, izhaja iz tega, da je nekaj narobe s tem, da se menopavza zgodi. Da to ni nek naraven proces. Da, o moj bog, zdaj pa ne morem več živeti na tak način, kot prej. Ne, ne moreš, ker to ni poanta menopavze. Poanta menopavze je, da je treba začeti stvari upočasnjevati in da je to čas za žensko, kakor je Neja rekla, da se usmeri navznoter. Kaj je tisto, kar res izpopolnjuje njeno srce? Kaj so tista druga darila, ki jih lahko ponudi svetu, ki grejo čez to, da rojeva otroke. In takrat, ker ona ne rabi več otrok spraviti gor, ker ne rabi več toliko stvari delati, je narava preprosto to naredila, da gre količina teh hormonov dol. Ampak to pomeni, da je teh hormonov še zmeraj mora biti zadost in bi jih moglo biti zadost po naravnem, da ženska lahko normalno funkcionira. Kar pa se danes dogaja, je pa to, da mi stres, ker je bil prej, recimo, so bili estrogen je bil tukaj, kortizol je bil tukaj, pa se estrogen zniža, kortizol ostane pa še vedno tukaj. Pa se začnejo pa vsa sranja. Pa se pa zgodijo stvari, ko ženske dobijo sintetičen estrogen na vrh tega, pa se začnejo pojavljati. V bistvu sploh ni problem s količino estrogena, problem je s količino holesterola, dobijo sintetičen estrogen, pa se začnejo pojavljati pa vsi tisti stranski učinki, prevelike količine estrogena, estrogenske dominance, v bistvu pa simptomi ne grejo stran. Menopavza je čas tega, da se začne življenje upočasnjevati. In mi smo danes odvisni večinoma od hormonov stresa, ker živimo na tak način celo življenje. In če smo do takrat živeli na tak način, bo menopavza pokazala nam točno, kje smo. In nam bo pokazala točno, kaj se je do tam zgodilo. In če pridejo težave v menopavzi, je to odraz tega, kaj se je dogajalo do takrat in ponavadi pri ženskah je odraz prekomernega stresa, ki se ga ženska ni naučila balansirati. Največja težava pri menopavzi je to, da menopavza je tako, kot je Neja prej rekla. Težke menopavze je posledica slabih navad. Sprememba navad traja. To se ne zgodi čez noč. Zaradi tega pa pride do tistega, ko so ženske v menopavzi, pa je treba začeti stvari spreminjati, pa kar naenkrat treba začeti uvajati ful velike spremembe v življenju. Dobro je s tem začeti prej. Če ste že v menopavzi, če imate težave, pridite delati z nama. Dajte, da pogledamo, kaj se dogaja, in vas bo pripeljala do tja, da boste peljali pravilne navade, da se bo porihtale stvari, ki ne delujejo v redu. Če pa ste pred menopavzo, je pa treba res pogledati navade, ker še eno stvar, da tle pojasnim, kar je že Neja v bistvu prej rekla, ampak da je damo ta kontekst. Stres ni sam šef, ki se dere na vas. Stres ni sam to, ki stojite vi v prometnem zastoju ali pa vas tam nekdo po desni prihiti, pa bi mu najrajši nekaj prisolili. Stres so toksini v zraku, toksini v vodi, procesirana hrana, pomanjkanje spanca, napačno izpostavljeno svetlobi, elektromagnetno valovanje. Lahko naštevamo naprej. To so vse te stvari, ki višajo kortizol. Vaši seks hormoni so pa tukaj. In zato je treba vse tem pogledati, kje so vaše navade take, da vam nabijajo še več kortizola in še več stresa. In če ste do takrat živeli način življenja, ki je bil zelo stresen, bo treba te stvari drastično spremeniti, marsikdaj. Bolj, ko ste občutljivi, manjše spremembe lahko povzročijo neprijetne stranske učinke, ampak to ponavadi tudi pomeni, da je treba relativno majhne stvari zamenjati, zato da se opazijo spremembe. Ampak tle se ne da se izogniti tega, hitrih rešitev ni, tako kot jih nikoli ni, če hočemo dejansko neke stvari spremeniti. To troba na tak ali pa drugačen način, zdaj, kot je Neja rekla, že kakšno leto. In menopavza je, koliko je pri ženski vsak mesec menstruacija, pokazatelj tega, kako se stvari dogajajo v telesu, je menopavza en tak uber pokazatelj tega, ker res pokaže, reče, wow, okay, zdaj pa treba res stvari spraviti v nek ček tukaj. Če ne, se pa začnejo dogajati problemi, kot jih je naštela prej Neja. Od takih malo, dajmo reči, manj resnih zadev, kot je pridobivanje na telesni teži, do osteoporoze, demence in različnih rakov. In tukaj se preprosto gre za to, katero smer bojo stvari šle, je odvisno od tega,
A vi prevzamete odgovornost za to, da živite v skladu z naravo, da živite v skladu z ritmi, za katere se je vaše telo razvilo, ali pa še naprej rinete z glavo skozi zid, ampak posledice boste nosili sami. Tako da midve vas vabiva, da pridete se učiti in delati z nama, da te stvari lahko obrnete, preden do teh stvari pride. Le, ko čakate, več dela bo potrebnega. Če pa že zdaj veste, da stvari niso idealne, če imate že zdaj občutek, da nekaj čisto ne štima, če imate že zdaj težave z menstruacijami, če imate težave z določenimi stvarmi, ki se tičejo hormonov, je čas to pogledati zdajle, ne pa takrat, ko se začnejo dogajati res večje stvari. Tako da, to bi bilo moje povabilo. Ne, jaz zdaj pa če me še ti kaj za dodati. Ja, sem se spomnila samo to, da povem, da jaz sem že v meni. Moj prehod je bil tako nič kaj prav posebenega, ne. Prej je bila, poje pa zdaj pa ni več, ne. Tako da sem v bistvu sama pri sebi zelo zadovoljna, da sem očitno uspela se to harmonizirati z naravnimi cikli, da je ta prehod normalen. Kar sem pa hotela dodati prej, kaj še Alja rekla glede stresa, kar midve tudi delava na individualnem delu s tabo, če prideš k nama. Misli in čustva, ker lahko recimo šef sploh ni toliko slab, a ne, ampak če imaš ti omejujoča prepričanja, omejujoče vrednote, omejujoče identitete, omejujoče strategije, kako nekaj narediti, ja, potem boš ti v stresu. In boš rekla, ja, to je pa zaradi šefa, ko ne vem kaj, to pa pa tret. Dajmo pogledati, ali je to res, da je to od šefa, ali je to od tebe, kako dojemaš stvari. Tako da to midve tudi na individualnem, prav se poglobimo čist direkt v tisto, kar se tebi dogaja v življenju. Sploh recimo, če si podjetnica, podjetnik, lej, to je nujno potreben, če hočeš uspeti. Ja, je treba svoj mindset spremeniti, telo naravnati, zato da uspeh privlačaš. Učim pa veliko tega tudi v programu Postani mojster zdravja. Samo tle pač v programu delamo kot skupina skupaj. Če pa prideš individualno, potem se pa posvetiva točno in samo tebi. Tako da spoznaš v obeh programih, v obeh pristopih, 4 mesece traja najino delo na tebi, oziroma Postani mojster zdravja traja 1 leto. In to so dobe, ko resnično narediš nekaj, ko se v celice zapečejo stvari. Na drugačen način. In potem tvoje življenje poteka drugače. Tako da dobrodošel, dobrodošla, da naju še naprej spremljaš. Če začutiš, sva tukaj zato, da te podpreva na tvoji poti, ali s programom, ali z individualnim delom. In tako lahko svet potem postaja malo lepši, da gremo ven, zdaj zelo popularen, da gremo na višjo dimenzijo. Ampak na višjo dimenzijo ne moreš iti, če tvoj telo vse to bremza. Tako da gremo na višjo dimenzijo, iz 3. v 4. in 5. v novo zemljo. Evo, pa se pa to lahko zgodi, ko tudi telo premakneš. Ko tvoje telo, če se malo poetično izrazim, ko tvoje telo naredi vstajenje. No, to je to. Skratka, če imaš kakšna vprašanja, zdaj naslednjič bova sigurno še govorili o menopavzi. Majčkeno bolj o hrani, čisto o teh
fizičnih vplivih, kako si lahko pomagaš, tako da naj jo spremljaj, oziroma postavljaj vprašanja spodaj v komentar, postavi vprašanja ali pa nam piši vprašanja, se mas kakšen napiše vprašanja. In če, mislim, vsa vprašanja midve napiševa, potem pa naj jo spremljaj, zato ker bova sigurno prišle do tvojega vprašanja, ker imava vsak ponedeljek tole in bova na tvoje vprašanje odgovorili. Tako da jaz želim lep dan, teden, mesec, leto, življenje. Čau. Čau.